V noči na začetku avgusta, ko je zunaj močno deževalo in je Savinja nevarno naraščala ter ogrožala hiše in stanovalce, je bila pri Zali na obisku sestrična. Mama in pa ati sta naj skozi bolj zdržala v sobi, da nismo smeli gledati. Prvič, ko sem pogledala čez okno, je samo pluskalo, drugič, ko sem pa pogledala, je že pa rjava voda tekla. Ob 3 je se končala in je helikopter prišel in je prišel, se zasukal, šel nazaj in mi smo glih tede jedli in smo rekli samo pustimo pa pemo. Vsak je imel en rezak in smo leteli na vrh, pa je mami začela z Marilima. Tina je bil na počitnicah in zaradi poškodovanih cest ni mogel domov. Naravna ujma je bila za oba huda izkušnja in nič nenavadnega ni, da sta še vedno žalostna. En dan pred mojim rojstnim dnevom sem prišel do družine, drugače pa nisem mogel. Zelo mi je bilo grozno, pa sem mislil, da ne bomo mogli več priti v naš bajt. Nekaj časa so živeli pri sorodnikih, a nobeden od njiju si ni želel zamenjati šole, zato so se preselili v Luče, kjer jim je prijazna gospa odstopila svojo počitniško hišico. Dolgo so čakali na odločitev, kaj bo z njihovo hišo, zdaj pa je že jasno, da tudi če bi jo obnovili zaradi več plazov, ki naselje ogrožajo, v njej ni več varno bivati. Ati pa mami sta že prej govorila, da ne bo več. In kaj si vidva mislita o tem? Jaz bi še kar. Zato, ko mi je bilo tam fajn. Država jim je ponudila različne možnosti. Družina Žibovt načrtuje gradnjo nove hiše. Zala in Tine pa si želita vsak svojo sobo v kraju, ki bo predvsem varen.